Tabor organizira sektor za vojaške zadeve z aktivno udeležbo obeh medgeneracijskih središč, prostovoljskega društva, Ministrstva za obrambo in pa skupin za kakovostno starost. Slovenska vojska prispeva avtobusne prevoze in nastanitev ter prehrano, vse ostale stroške v zvezi z prevozi, vstopninami in podobnimi stvarmi pa si plačajo udeleženci sami. V ponedeljek smo odšli iz Primorske na Roglo, tam smo potem naredili krajši pohod do Koče na Pesku in si potem ogledali še nekatere druge zadeve po Pohorju. Drugi dan je sledil pohod na Osankarici do taborišča Pohorskega bataljona in mesta, kjer je bila zadnja borba Pohorskega bataljona, in pa na Črno jezero. Popoldan smo potem imeli delavnico o sproščanju v starosti. Tretji dan se je šlo z vzpenjačo na Pohorje in se opravil en krajši dveurni pohod do razglednega stolpa in nazaj. Popoldan sledi ogled kadetnice in pa muzeja Slovenske vojske in pa predavanje o slovenskih rastlinah in zdravilnih rožah v planinah in zvečer po želji še ogled Maribora. Zadnji dan, četrtek, se gre v Ptuj, ogled starega mestnega jedra in pa gradu in muzeja na Ptuju in pa ptujskih term. In s tem je program izpolnjen. Sodeluje 25 stalnih sodelavcev iz tabora, iz Primorske, iz medgeneracijskega središča v Ajdovščini. Dnevno se potem priključuje še medgeneracijsko središče iz Slovenske Bistrice in pa skupine za kakovostno starost. V drugem dnevu so prišli na obisk skupina Dolenjski Bršljan iz Novega mesta. Zadnji dan pa skupina Most na Ptuju se bo udeležila aktivnosti in tudi organizirala ogled mesta Ptuja in pa gradu in muzeja. Vic Ajdovščina je letos že 4. leto na taboru. Tokrat smo prišli na Štajersko v Maribor, kjer so nas nadvse ljubeznivo sprejeli in smo veseli, navdušeni nad njihovo pozornostjo. S tem mislim, da se bo naša ideja o micih v Slovenski vojski še nadaljevala. Sklapljamo nova prijateljstva in še nekaj bi rada povedala, da tisto, kar nas je vojska naučila solidarnosti, tovarištva, da se v tretjem življenjskem obdobju to ne samo nam ostaja, ampak se nam to obrestuje.